Pripravljeni, super. Bomo začeli kar odštevati. Izvolite, srečno. Lepo pozdravljeni, jaz sem Nik Stanojevič. In jaz Val Vidmar. Skupaj predstavljava ekipo Visus s produktom Vsi-Vit-Mi. Za trenutek vas prosiva, da zaprete oči. Ali slišite glas prekrasnih mest, polnih zadovoljnih obrazov? Kar vabi vas, da bi se podali v mesto na kavo. Kaj pa, če bi odprli oči in ne bi videli nič več kot zdaj? Bi vam bilo mesto še vedno tako lepo? Bi si še vedno upali v nevarni črni svet? Danes se s lepoto in slabovidnostjo spopada okoli 285 milijonov oseb, kar predstavlja 4% vseh ljudi. Človeštvo ima samovzeče avtomobile in 5 roverjev na Marsu, a od vse naše napredne tehnologije slepi niso prejeli nikakršne koristi. Leta 2012 je kljub uporabi bele palice najino slepo prijateljico Magdo zbil avto. To je pustilo trajne posledice. Slepi so vsak dan v nevarnosti. Strah pred nesrečami mu odvzame samostojnost in zagon za življenje. Takšne probleme preprosto ne more rešiti nobeden od razpoložljivih pripomočkov. Najino rešitev so oblikovalo v stiku z 12 slepimi. Vsak korak najinega razvoja tesno vključuje slepe, saj sva idejo konstantno prilagajala njihovim željam. Po neštetih spremembah in posvetovanjih sva prišla do nekaj ključnih točk, ki bi jih najina rešitev morala pokriti. Prosim, da vašo pozornost preusmerite name. Najina rešitev je pametna naprava v obliki pasu za hlače. S vibracijskimi držaji na sprednji strani uporabniku natančno posreduje informacije o okolju. Slepim bo tako olajšana hoja v ravni liniji, hoja po pločniku in izogibanje oviram na GPS vodeni poti. S doplačilom bo mogoče modificirati katerikoli aspekt naprave. Prototip sva že testirala s slepim prijateljem Mihom in dobila veliko spodbudnih rezultatov. Tukaj lahko vidite delovanje programa za prepoznavo pločnikov in globinsko sliko glavnega senzorja. Če se uporabnik približa robu pločnika ali overi, ga vibracije ustrezno opozorijo. Najina prva prodana naprava bo zaznavala rob pločnika, prehode za pešce in vse 3D ovire. Slepi prej opisane probleme trenutno olajšujejo predvsem z belo palico in psom vodičem. Z belo palico slepa oseba aktivno preverja tla pred seboj. Poraba bele palice je naporna in zahteva veliko vaj in izkušenj. Pes vodič v Sloveniji ni razširjen, saj ga ima le okoli 30 slepih. Pomaga jim pri zaznavanju talnih ovir, prehodov za pešce in ostalih nevarnosti. Ker pa je pa živo bitje, treba zanj skrbeti, tako zahteva neko odgovornost in strošek. Obe alternativi vzbujata veliko nezaželene pozornosti. Najina naprava se bo lahko uporabljala v kombinaciji z drugimi pripomočki ali pa samostojno. Hkrati pa bo v celoti diskretna, cenovno ugodna, zanesljiva in prijazna do uporabnika. Slepi bo lahko z njo končno samostojno odkrival nova okolja. Najine stroške sva razdelila v 2 fazi. Na začetku morava zbrati 20 tisoč evrov donacij, katere potrebujeva za razvoj programske opreme in vstop na trg. Verjetno se sprašujete, kako bova lahko zbrala toliko denarja? Pustite se prepričati, saj sva že prejela 11 donacij, katerih skupna vrednost presega 3000 evrov. Optika Delospina nama je celo donirala 3 globinske kamere. Dolgoročno sodelovanje sva sklenila z Lions klubom Novo mesto. Z njimi planiramo, da bi bil Visus glavni cilj zbiranja donacij v prihodnjem letu. Prepričana sva, da bomo s skupnimi močmi pokrili prvih 20 tisoč evrov in napravo spravili na trg že v letošnjem letu. Po vstopu na trg nastopi druga faza najinih stroškov. Tu so prikazani stroški na enoto, ki nanesijo na 1000 evrov. Najino napravo bova prodala za 2200 evrov. Z doplačilom bodo možne nadgradnje, ki ne dodajajo novih stroškov. Letos bova prodala prvih 10 naprav, do leta 2023 pa planirava širjenje v Skandinavijo, ker so tam slepi deležni največ socialne pomoči. Minuta. Ker je večina slepih brezposelnih, bova prodajo izvedla preko kataloga, ki vsebuje vse pripomočke, katere financira država. Podobno se prodajajo Braillove vrstice. Zanje slepi vsakih 5 let dobijo bon v vrednosti 4500 evrov. Tako bi prodajala tudi midva. Testiranje za sprejem v katalog nam bo zagotovil predsednik Društva slepih Novo mesto. V Sloveniji bova kupci pridobila preko Zveze društev, v tujini pa preko mednarodnih sejmov. Najin razvoj lahko spremljate na spletni strani, Facebooku ali Instagramu. Dobra ekipa največ šteje. Nik je izkušen z elektroniko, jaz pa dobro programiram. Sva najboljša ekipa in s kombinacijo najinih znanj lahko narediva karkoli. Komisija. Naprošava vas za donacije, s katerimi bi lahko razvila programsko opremo in se približala najinemu cilju. Lepši svet za vse ljudi. Hvala. Najlepša hvala. Komisija, Kar je začel, če lahko na tej tukaj. Torej,
ta del programske opreme, ki ste ga prikazovali, trenutno sta razvila vidva sama. Ja, res je. Ki je V bistvu, če lahko še dodam, v bistvu razvila sta dosti več še, sem ne morala vsega prikazati, ker v 5 minutah pač res ne gre vse. Za kaj porabe ste 20 000 evrov, če bi lahko to razvila do konca še sama? Zdaj gre se za to, da v bistvu midva lahko to sama razvijava, ampak zdaj problem je s tem, ker prvič rabila bi veliko časa, ker nimava neomejenega znanja. Poleg tega pa mora ta naprava sam program delati ali 100% ali pa pač nič, ker zanesljivost je le nekaj in v bistvu pač zatle se bova zanašala na profesionalno programiranje. Fair enough. Ja, cool. Hvala. Živijo, Dejan tukaj. Tudi jaz vidim pač, da je ta programska oprema tisti ključen element, sama kamera in vse te stvari so že tako dodelane, da ne bi smele biti težava, samo pravilno je treba izbrati. Zanimivost je, da smo par minut pred vami poslušali enega drugega, tudi mislim, da kar izvrstnega programerja, ki je tudi delal na podobnih stvareh, pa je morda dobro, da se malo povežete. Ampak res ta programska oprema in prepoznavanje ste razmišljali, da bi posegla po že kakšnih obstoječih rešitvah. Obstajajo za obstoječe rešitve za image recognition, ki bi jih potem lahko pač nekako v produkt upela. Zdaj, če mi pustite, bi sem pokomentiral. Hardware sam, ki ga imamo do zdaj še razvidga, je tudi terjal veliko razvoja, s slepimi smo se dogovorila, ker mi smo tudi v začetku smo imela koliko ne enako idejo kot on, ampak smo pol s slepimi razgovorili in so rekli, ne, učali niso najboljši. Zvok so čisto prepovedali, da karkoli delamo z njim in smo pol se na pas predstavila. Drugače pa za trenutno image recognition tehnologijo uporabljamo OpenCV, je Pythonova knjižnica in po moje bo treba večino na začetku v OpenCV narediti. Ja, sicer imamo pa tudi plan, sprav to, kar smo zdaj predstavila, je res to za bližnjo prihodnost. Mi imamo v planu pol še narediti ogromno drugih stvari, ampak tu se bo dodajalo z leti z novimi updati, se pravi, tu bo, ne vem, prepoznavanje, tako kot je bilo že prej prikazano, prepoznavanje, naprimer, semaforjev, zeber, talnih označb, GPS bo lahko bil. Tu se vse da, sem pač rabila čas, da to razvijeva. In s časoma, ta največja vizija je itak, da bi cel svet lahko 3D model njega naredili, recimo Google bi bil izredno zainteresiran za to, ker bojo slepi tako ali tako v zoni hodili, ampak tisto je še v prihodnosti. Živijo, Karmen tukaj. Od vseh predstavitev naj vas pohvalim, da mi delujeta zelo zagnana, da imata zelo velik zanos, se pravi, da boste šla do konca. Ta občutek sem pridobila in je res pohvalno. Bi pa rada vas vprašala, a se zavedate odgovornosti v primeru, da izdelek ni 100%, ko ste rekli? Ja, tu smo se že pogovarjali s pravnikom in do zdaj so ocene za samo legalno zaščito najnega podjetja in iz najne strani so bile ocene nekje okoli 1000 evrov letno. In poleg patenta, ki bo drug legalen strošek, ki je na slovenskem trgu 200 evrov, v Evropi do 40 000, smo že vse to uračunali noter. Ja, sicer pa tle bi še dodal, v bistvu veliko delava na robustnosti samega programa, sprav ali dela ali pa ne. In zdaj v bistvu tudi dosti enostavno se da prepoznati, naprimer, če dobiva kamere neke čudne podatke iz okolja, se da prepoznati in tu uporabniku sporočiti, ne vem, s piskanjem, se pravi, ne vem, da bi kamero prekrival kos oblačila ali pa da bi sonce sijalo direktno ali pa nekaj, kar bi motilo. Odgovornost iz proizvoda je ključna za proizvajalca, zato jaz predlagam, ker ste tako rizično skupino, da to res detaljno s pravnikom razdelate in mislim, da ste top in da imate idejo že toliko razvito, da v primerjavi z očali, ki ste jih tudi pozitivno kritizirali, kar je tudi izjema na današnjih predstavitvah, vidim tukaj, da bo zadeva zagotovo 100% uspela. Prava dva fanta na pravem mestu, res. Hvala. Najlepša hvala ekipi, se vidimo v petek na podelitvi.
Lep pozdrav. Naslednje. Nasvidenje.